Imate tudi vi radi puding? No, če imate še raje sebe, potem si ga pripravite z eno najbolj dragocenih začimb vseh časov – žafranom. Danes vam bom torej pokazala, kako pripraviti puding z eno najbolj dragocenih začimb na svetu, ki pa je lahko tudi najdražja, če ne vemo, kako z njo ustrezno delati. Zdravilne moči žafrana so namreč topne tako v vodi, kot tudi v maščobi. Zato je najbolj pravilno, če želimo največ moči izvabiti iz te začimbe, da ga namočimo v emulzijo, torej v neko mešanico, ki vsebuje tako mastni del kot vodo, in v ta namen nam najbolje služi mleko. Lahko uporabimo kar običajno, domače, polnomastno kravje mleko. Vsi tisti, ki se mleka in mlečnih izdelkov izogibate, seveda katerokoli rastlinsko alternativo. Pomembno je le, da to rastlinsko mleko vsebuje tudi nekaj maščobe. Postopek je zelo preprost. To so žafranove nitke. To je torej najboljši način, najboljša oblika žafrana, ne mleti v nitkah. In na osebo na dan potrebujete v resnici zelo malo, nekje 4 do 6 nitk žafrana. To je nekje toliko, to bo zadostovalo. Vendar pa si je dobro življenje vedno malce olajšati in si pripraviti žafranov izvleček, ki ga bomo potem lahko uporabljali dlje časa. In če sedaj govorimo o mleku in ga bomo spili sami, recimo v 5 dneh, bi na osebo dodali v mleko nekje 30 nitk žafrana. Kot vidite, se zaenkrat ni še nič zgodilo. Če pa pogledamo drugo steklenico, to je žafranovo mleko, ki sem ga pripravila že pred približno 12 urami. Čez čas bo iz žafranovih nitk se pričela sproščati rumena barva in mleko se pravzaprav precej hitro obarva, vendar naj vas barva ne zavede. Zdravilne moči žafrana se ne skrivajo samo v njegovem barvilu. Dlje, ko boste počakali, torej prej, ko se boste spomnili, da žafran namočite, več zdravilnih moči in ne samo barvila bo žafran oddal v vaše mleko. Torej, ko imate enkrat tako pripravljeno izvleček, lahko z njim povsem preprosto začinete različne jedi. Recimo, da ste že skuhali riž, pa boste potem na koncu vlili malce žafranovega mleka ali v svoje običajno mleko ali v svojo žitno kašico, na različne načine, v jogurt in tako naprej. Na vsak način boste tako veliko privarčevali, obenem boste pa tudi pridobili bistveno več zdravilnih moči žafrana, kot če bi kar nekaj nitk dodajali neposredno v jed. Za domač puding najprej pripravimo sestavine. Jaz bom uporabila sveže polnomastno mleko, lahko bi to mleko, kravje mleko, nadomestili tudi s katero od rastlinskih alternativ. Bistvo pa je v tem, da v našem pudingu ne bo koruzni škrob, ki je običajna sestavina pudingov v vrečkah, ki jih kupite. Mi smo v ta namen zmleli proso, torej sveže mleto proso, in to moko bom zdaj zakuhala v mleko. Ko ta naša prosena moka nekaj časa vre, recimo 5 minut kuhanja je dovolj, ker je mleto, potem to samo še začinimo z nekaj vanilije, posladkamo s kakšnim naravnim sladilom. Jaz bi tukaj zelo priporočala javorjev sirup, torej sladilo v tekoči obliki, ki tudi ne obarva pretirano našega pudinga na temnejšo barvo, in seveda na koncu dodamo že pripravljeno žafranovo mleko, s katerim naš nekoliko pregosti puding tudi malce razredčimo. Kuhamo ponovno do vretja in puding je pripravljen. Sedaj ga samo še lepo nalijemo v izbrano skodelico, po želji dodamo kakšno od lepih reči, ki bo ta puding še okrasila, počakamo, da se ohladi in postrežemo in uživamo v okusu. Pravi žafran ima čudovito cvetlično noto, malce pa spominja tudi na vonj dragocenega tobaka. Kljub temu, da je žafran sodi med najdražje začimbe, pa če bi žafran primerjali z prehranskimi dopolnili ali z določenimi superživili, ima žafran nekajkrat nižjo ceno. Pa ne le to.
Ob tem ima žafran veliko bolj večplastno delovanje od kateregakoli prehranskega dopolnila. Ob redni uporabi, torej ne gre samo za to, da se mi tu in tam spomnimo na žafran, ob redni vsakodnevni uporabi po majhnih ščepcih, boste imeli od ene takle škatlice žafrana zelo veliko koristi, kar 3 tedne. Torej, to vas potem preračunano dnevno stane le nekaj centov, kar spet ni tako visok strošek. In kaj vse žafran zmore v našem telesu? Z rednimi majhnimi ščepci žafrana vsak dan boste preprečevali zelo veliko tegob, ki veljajo tudi za zelo resne težave sodobnega človeka. Predvsem imam tukaj v mislih njegovo delovanje proti Alzheimerjevi bolezni, proti demenci. Obvaroval vas bo pred predmenstrualnim sindromom, pred depresijo, dvigoval vašo spolno moč, poskrbel za sijočo lepoto, vam pomagal ohraniti vid do poznih let in tako naprej. Če bi želeli v tej dragoceni začimbi izvedeti še več, prelistajte našo knjigo Ščepec vedenja. Povezavo boste našli spodaj pod posnetkom.